No, Juriš z Rock Partizani, Aleš z mano, zdravo. Lep pozdrav vsem v Prlekijo in širše. Rad bi najprej vas lepo pozdravil, vaše poslušalce. Se nekaj časa nismo slišali, ampak zdaj, ko se slišimo, imamo pa ziher kaj novega v rokavu. Sprašujem se, kje ste bili, na svetlem ali v bunkerjih? In na svetlem in v bunkerjih, čeprav mi na svetlo pridemo samo, kadar je ta prava svetloba, drugače smo pa precej v bunkerju, ja. In ko si že omenil bunker, to je pač moj studio, kjer imamo večnamenske prostore, tudi imamo tam glasbene vaje in tudi, bi rekel, glasbene dogodke, da povabimo svoje prijatelje, malo igramo, malo pijemo, malo plešemo, malo se hecamo in včasih na teh zabavah tudi se porodi kakšna nova dobra ideja. In tokrat ste Rock Partizani v družbi prijateljev. Tako je. To so ljudje, ki so nam blizu, tako bi rekel, tudi privatno in glasbeno. In kar lahko naštejem, Anja Rupel, Alenka Godec, Sergej Škofljanec in Rok Lunaček so tokrat gostje na tej novi skladbi, kako bi bilo lepo. In tudi Bunker Banda, to je pa širši krog naših glasbenih prijateljev, ki so tudi sodelovali pri skladbi in so tudi v videospotu. Omenil si že novo skladbo, kako bi bilo lepo. Gre za optimistično pesem. Ja, seveda, govori pač o tem, kako vsak človek si želi, da če bi bilo po njegovo oziroma po naše, ne bi stvari štimala, ker pa nas dnevno bombardirajo z raznimi pravili, prepovedmi, ali so to nove davke, ali je to politika, nam pa ta svoboda včasih tudi malo zgine in pesem govori o tem, kako bi bilo lepo, če bi vse po naše bilo, če noben nam ne bi težil in raje z nami bi vince pil, kar mislim, da vsi razumejo. Čeprav pa danes kar veliko ljudi gleda drugače, da ne bi bili tako sproščeni. Ja, sej to, ne. Pravzaprav smo tudi to skladbo posneli, ki je nastala v enem, bi rekel, takem optimističnem, veselem momentu in smo rekli, dajmo to stvar posneti, tudi probo pa šla za kakšne, bolj bi rekel, težje dneve ali pa te bi rekel, malo bolj tmurne dneve, jesensko-zimske, da vlije malo optimizma med ljudmi. Ste pa je dodali tudi video podobo ob tabornem ognju. Ja, to je pa res, bi rekel, skoraj tak taborniški video. Posneli smo ga pa eni naših prijateljih na njihovi domači, imajo zelo lepo naravo okol. Zakurili smo ogne, pripravili, torej štore postavili in še razne dodatke in smo imeli pravzaprav en glasbeni piknik, obenem smo pa tudi video spot posneli in mislim, da se vidi tudi na spotu, da je bilo razpoloženje tako, kot mora biti. Ste pekli krompir, koruzo ali klobasice? Moram popraviti to, da so punce sicer prinesle en kup hrane, tudi seveda roštilj si je bil zakurjen, ampak če sem čisto pošten, je bilo v glavnem, bi rekel, bolj tekoča hrana. Boste pa Rock Partizani v letu 2023, v katerega bomo stopili čez nekaj tednov, tudi praznovali 20 let. Se že kaj pripravljate? Ja, to je res, ja, kar hitro je ta čas minil in pripravljamo pravzaprav malo, bi rekel, pojačano zadevo za drugo leto, nekako bi rekel tak zgoščen Rock Partizanski šov, tudi verjetno podkrepljen z gosti in to našo obletnico bomo seveda s koncerti radi proslavili po celi Sloveniji, tako da mislim, da bomo kar naredili eno org zadevo za to 20-letnico in upam, da bomo tudi kmalu v vaših krajih. Bova pa midva sedaj že najavila tudi z vašo ta novo, zato Aleš še bo lepo. Seveda bo, sicer si moraš pa sam narediti, da ti je lepo, v glavnem ponavadi. Drugi ne skrbijo lik za to. Če si boš sam naredil, pa ti bo že lepo. Če boš v dobri družbi s pravimi prijatelji, je vedno lepo. Kako bi bilo lepo, ko bi zjutraj sonce všlo, da mi ne bo treba zjutraj vstati in na šiht id garat. Če mi šef ne bi skozi težil in če plačo bi sploh dobil, da bi lahko pozabil na skrbi in verjel v lepše dni. Kako bi bilo lepo, če bi vse po naše bilo, če noben
se hudiču gre, a ne bomo mi se sodil dan, spet bo sonce posijalo. O, kako bi bilo lepo, če bi se po naše bilo, če noben nam ne težil, ti raje z nami bi vince pil, spet bi svoje punce objel, in z njimi stare pesmi pil, in kot nekoč spet dober sem bil. Dajmo si še enkrat, vem, da spet nam bo